Dragi poslušalci, ta teden sva z našim glavnim urednikom, tovarišem Tonetom Turičnikom, obiskala pisatelja Ksaverja Meška, ki živi nedaleč od Slengradca na Selih. Zaprosila sva ga za kratek razgovor, v kar je gospod Meško v ljubeznivo privolil. Gospod Meško, najprej bi nas zanimalo, kaj so vam dali razni kraji, kjer ste doslej prebivali za vaše umetniško udejstvovanje? Ja, prva župnija, kjer sem bil kot kaplan, to je bila Škocjan, 2 postaje spodaj pod Celovcem ob Kopinskem jezeru. Tam je pač plivalo na me najbolj jezeru. Pa tudi tisto življenje ob jezeru. Sicer ni bilo takšno, kako je dan danes, ko je že tam vse zazidano, pa tujce polno, ampak vendar tako živahno je bilo, pa tako z Dunaja so bili zelo prijazni ljudje tam, smo se tako razgovarjali, pa je to splivalo že na me tudi, seveda. Potem pa tudi vsa pokrajina. Tam, pa na vseh postajah, kjer sem bil poznej. Od tam sem prišel na Zgornje Koroško med Nemce, pa samo začasno kot provizor, tam na eno majhno farico. Pa je tudi bilo tako zanimivo, zelo, da se rad sicer spominjam, pa tudi tistih ljudi, Nemcev. Od tam v Grebinski klošter pri Velikovcu, tam pa me posebno zanimala cerkev, pa samostan star. Nekdaj je bilo tam menihov mnogo, pa so še tako tisti njihovi ostanki pravzaprav, sakristiji, še tam tiste njihovi prostori, kjer so svojo obliko si hranili. Tako da je vse to seveda vplivalo, pa me nekako tako spodbujalo, da sem se za vse to zanimal. Od tam pa potem gor Šendanjel. In v Šendanjelu pa je to tudi bilo, da sem precej miru imel, tako bolj od sveta oddaljeno, potem pa tako prijazen kraj. Tam pa sem pravzaprav največ pisal. Že seveda v Škocjanu tudi že, ampak tukaj gor v Šendanjelu, tam pa sem se najbolj temu posvetil, pa tudi tako najbolj veselje imel, seveda še mlad človek, pa sem tudi mnogo bral in seveda branje, pa je potem tudi meni vzbujalo tudi nove misli, pa nove poglede na življenje. Od tam pa sem potem prišel gor na Zilo, tam to je tako pol ure zunaj Beljaka. Ta je tako lep kraj, pa mesto blizu, seveda nemško že tedaj bilo, zdaj pa še bolj ponemčano. Pa vendar zanimivo pa je bilo tam ravno na meji, malo težko, ker so pač oni bili nasprotniki, tedaj politično zelo bilo še tako razkosano vse. In potem tam tudi, ko se je rušila Avstrija, ja, se je videlo, torej, da ni mogoče več tam obstati. Pa tudi že nevarno bilo, ker Nemci, oziroma ponemčani Slovenci, ti so bili že nekateri tako, da res, kako bi se reklo, razjarjeni, kakor kakve ose, da bi tudi ustrelili človeka brez vsakega pardona. Tako da smo potem tam, ko smo videli, kako je, da smo pač potem bežali čez Karavanke v zimi, v začetku januarja. Slabo vreme je bilo, deževno in snežno, velik sneg tako že ležal, da so bile tisto hude poti tam čez Karavanke, čez tudi, lahko se reče, smrtno nevarne. Zdaj pa tudi tam gor na Karavankah je bila že nemška straža, ampak vem, da smo imeli toliko sreče, da smo se tisti straže pa nekako ravno ognili. Če ne bi se najbrž tam začelo kako streljanje in potem ali bi oni padli, ali pa bi naši padli, ki smo bili skupaj. 2 kmetska fanta sta bila tudi oborožena, pa sem jima tudi rekel, ja, če bomo napadeni, pač streljata. Ampak vem, da smo srečno prišli čez.
No in potem na Kranjskem, tam pa sem šel dol v Radolco, imel tam enega prijatelja, poznejšega župnika starokatoliške cerkve v Ljubljani, Lavrenca. Sem tako od začetka bil nekaj dni tam pri njem in potem pa so me povabili patri z Brezi, da sem k njim se preselil. Seveda tam pa mi je potem tako lepo življenje potekalo, da sem lahko tudi mnogo bral, tudi njihovo biblioteko lepo porabljal lahko. Je bilo prijetno, ampak tisto pa sem videl, ja večno ne morem tukaj ostati. Potem pa sem pač sem spet na Štajersko nazaj se vrnil. In sicer prijateljev proštel v Dravograd, Volbenko s Rajnikom, pa tam tudi dva sva bila, sicer bi že bila potrebna, pa vendar proštel tudi še bil močen pa delaven. Potem pa sem pač tudi tukaj videl, da nekam mora se spraviti dalje. Pa sem šel knezu škofu doktor Napotniku, potem pa je rekel mi, ja, zelo prijazno me sprejel, ljubeznivo, pravi, ja, z veseljem, ampak ni nobene fare, proste sedaj razen ene, ki je bila pred kratkim razpisana, pa se nišče ne potegoval za njo. To so zgoraj sele. Pojdite gor pa si pogledajte, če hočete potem tam ostati, pa lahko ostanete, dokler da bo se kje našlo kaj boljšega. No, tako sem prišel sem in se pač tukaj tudi privadil, pa tako mirno je bilo bolj, kar mi je zelo ugajalo. Potem pa sem tukaj ostal. Seveda, novega pa tukaj nisem posebno mnogo pisal, ampak samo tako starejše reči sem popravil nekoliko. Potem pa je tako prišla vojska, ko so nas izselili. Zdaj pa smo pač najpoprej bili tukaj okoli konfinirani pa internirani, potem smo prišli dol v Požego, iz Požege v Srbijo, tam pa so seveda v Bosni, ko smo skozi Bosno hodili, tam pa so bili res divji časi v tistih razmerah, ampak na srečo pa vendar še sem tudi tam odnesel glavo, da se ravno včasih bilo zelo nevarno. Potem dol v Srbijo, ja v Srbiji pa tudi ne bilo prav kakega mesta. Smo iz Srbije potem na Kranjsko, tam v Stično, no tam smo potem imeli precej mir, dokler se ni začelo bombardiranje. Ko pa so začeli potem lahi bombardirati, tudi samostan, ja potem pa tudi ni kazalo tam dalje kaj ostati. No, popoldne smo se tako tam vem kot skrivali, pa je dol padalo na streho, pa smo mislili, no zdaj bude tudi nas tam zadelo, pa nas vendar še ni. To je tako, da pač tam tudi ni bilo mogoče že predolgo ostati. No, potem pa je tako prišel zlom, pa smo seveda šli domov, da smo potem tukaj spet začeli. Seveda so nam dali na prosto, torej kateri hoče iti, ne gre, pa kateri hoče ostati, ki je tukaj, pa ne tam ostane. Pa seveda smo večinoma vsi šli. Ja, potem pa pač tukaj ta leta, sedaj po vojski, pa tako vsi vemo, kako je bilo. Pač tudi malo bolj nemirno, povsod bolj, ampak tukaj v straneh, pa smo vendar še tako bolj mirno živeli. Tako da, sedaj potem človek res star postane, 90 let, zdaj pa tako, kaj človek več posebnega delati ne more. Tako da je potem pravzaprav, sedaj lahko človek rekel, zdaj pa je življenje končano. 90 let je že dovolj, kar človek tukaj preživi, pa prehodi v življenju 90 let. Tako to bi me da bilo za prvo vprašanje. No, ker ste ravno govorili pravzaprav o življenju, ki je vplivalo na vaše umetniško delo, bi me zanimalo morda še tole, kaj vas je spodbudilo, da ste začeli pisati mladinska dela? Ja, mladinska dela, tu pa je bilo tam gor v Šendanelu,
so tako bili tak prijetni otroci, pa nekateri tak res veliki originali. Potem pa v smislu, to je bilo, da bi to tudi malo se ohranilo. Pa sem napisal za mir v Celovcu, potem tisto pa je zelo ugajalo ljudem, pa tudi tako učiteljem, tam tisti učitelj spodaj pri tistem prehodu skozi železnico, pri tunelu, se pravi šola. Tisti je bil tako navdušen, ja, da ni mogel prehvaliti vsega tistega. Potem pa smislu, da zdaj sem eno, pa je ugajalo, zdaj pa morda še nekaj. Zdaj pa so potem pri Mohorju, pa so me začeli sami, ja, da bi za celo knjigo jim napisal. Potem pa sem pa začel nekaj, pa sem napisal jim knjigo, prvi zvezek, Mladim srcem, in ker je ugajalo, potem pa ne še nadaljujem. Pa sem pač nadaljeval, tako da nekaj iz življenja, nekaj pa tudi iz fantazije. Zdaj potem šlo meda 5 zvezkov. Zdaj pa bodo meda drugo leto tako izdali tisto na novo, pa mislim, meda to samo tako in izbor bude najboljše. Drugače to za eno knjigo bi bilo to preobilno. Bomo videli, kako bodo naredili. Tako to je meda bilo glavno. No, morda še eno tako bolj osebno vprašanje. Katere izmed vaših del vam osebno najbolj ugaja in morda zakaj? Ja, najbolj ugajajo, to je pač tiste tudi, ki so ljudem najbolj ugajale, to pa so bile tiste prve, ob tih večerih, ob tem mir Božji, ker tisto je pač zelo vplivalo, posebno na mladino, pa tudi tako odrasli ljudje so še zelo radi brali, pa mi tudi od vseh strani pisali. Zdaj potem, tako je bilo tisto na Poljani, tisto sem tam še danela, dol, ki je Poljana, tam pri Prevaljah, da sem tam imel nekako tako en zgled, da bi tisto napisal nekoliko. To je na Poljani, no potem tako zgodovinske, Črna smrt in pa drame, od dram pa morda tako, tista prva, tista je bila bolj politična, na smrt obsojeni, potem ona pri Hrastovih, no tista je tako zelo vplivala na ljudi. In bilo bi tudi tista kratka pričakovanju, to pa je tako ena otroška igrica, ti se pa igrali, ne bodo meda lahko, kjer otrok ne moremo tudi za to pridobiti in izučiti, ampak za branje, da je tista kritika posebno potem še počrtala pa pohvalila. Henrikovi vitez, tistega so tudi radi igrali, tudi po Ameriki so tistega zelo igrali. Tako to je bilo glavno. Kaj bi seveda one, da to je mladinske, tiste radi bero tudi, pa jih še bodo. Tako, če bi takli spasi izbori, vsaka jo ni enako kvalitetna, pa tudi za vsakega ni. Ampak tako izbor, spet iz posameznih tistih zvezkov, pa bi že tudi vplivalo na ljudi, pa bi radi brali. Tako mislim, da bi to bilo glavno. No in morda še zadnje vprašanje. Vemo, da so vas dostikrat vabili na boljša službena mesta, kot pa je na primer sele. Vendar ste doslej vsa odklonili in ostali zvesti selam in Slovenjemu Gradcu. Ja, torej, ker imam pač tukaj tudi malo bolj čas, da sem lažje kaj za vse, da sem bral. Potem pa sem tudi tukaj vse nekaj pisal, pa pripravljal svoje reči za to izdajo pri Mohorju, to je zbrano delo. Tako, če bi recimo, da bi šel v Slovenj Gradec, kakor mi je predlagal Škof dr. Tomažič, ali tudi v Dravograd,
so pač večje fare, potem šol več, da bi tam imel malo časa. Drugič pa je tudi dobro, da nisem šel, ker če bi naprimer v Dravograd šel dol, tam bi me potem Nemci naenkrat, ko so prišli dol, bi me prijeli, pa me god v Mauthausen ali kam tja poslali, da ne bi več nazaj prišel. Tako da je še bila sreča, da sem bil tukaj gor, seveda so me tukaj tudi naenkrat prijeli, pa so me odpeljali in sem do leta 45. potem bil po svetu, ampak vendar tako nekako tukaj bolj skrit človek in sem tudi tu videl, kar je še tudi in gospod me enkrat tam omenjal, pravi pa, z vami pa Nemci lepo ravnajo, ja pa res tam tako, da te boljše, ti so res tako enkrat in učitelj, ja pa, ko smo bili tukaj spodaj Šmartnem zaprti. Ja, me pokliče nekega dne in poročnik tja v kapelanijo, da me tam zasliševali, pa ko prideva ven iz hiše, iz župnišča, me objame okoli vratu in pravi, ne res, vi ste ja slovenski pesnik, pravi, ja malo že, tako pa je bil zelo ljubezniv z menoj, tako da sem potem si dostikrat mislil, ja da naši gospodje pa ljudje, da niso bili taki z menoj tam v teh taboriščih pa po svetu, ampak tukaj pač doma, tukaj pa so dobri ljudje, zato pa sem tudi jaz ostal tako dolgo tukaj gor, me ni mikalo, da mi kam drugam se odmaknil. Lep kraj je, mir in potem pa vedno sem tukaj imel več časa sam zase, kakor bi na kakih drugih velikih farah imel. Tako da mi nič ne žal, da sem tukaj ostal, ampak seveda na stara leta pač pridejo potem bolj težave, da oni tudi morajo z menoj potrpeti, sedaj kako sem jaz z njimi tudi, koliko mogoče vedno rad potrpel. Tako, zdaj pa... Gospod Miško, za ta kratek razgovor se nam naših poslušalcev kar najlepše zahvaljujem, željo, da bi ostali še dolgo med nami.